Hvala lepa in dobro večer vsem skupaj. Pravijo, da je najtežje nastopati pred domačo publiko. Bomo videli, kako bo. Moram pa hkrati povedati, da se čutim malo nostalgično za to mizo. Namreč, če pomislim, koliko tiskovnih konferenc smo imeli tukaj v času, ko sem še služboval pri založbi Obzorja, pa pozneje seveda pri Literi. In spomnim se, da ena zadnjih predstavitev je bila tudi knjiga pred kratkim umrlega doktorja Bruna Hartmana. Smo jo tukaj predstavljali, on je še tukaj sedel. In so ga takoj iz tiskovne konference odpeljali v Mariborsko bolnico, ker je bil že toliko slab. Prav zadnja knjiga, ki smo jo tukaj predstavili, je pa knjiga Frančka Javka, ki ga vidim tam sedeti, njegovo avtobiografijo, in s to knjigo sem se poslovil od 20-letnega dela v založništvu. Dobro, ampak zdaj ni čas za nostalgične zadeve. Jaz sem sklenil, da bi današnjo nocojšnjo priložnost izkoristil za to, da bi vam pač nekoliko podrobneje predstavil svojo novo knjigo, svojo novo zbirko, ki bo išla prihodnje leto in ki nosi naslov Material. Pravzaprav nisem dobro rekel, ker sem rekel zbirka. Ne gre za pesniško zbirko v tradicionalnem smislu besede. Prvič, gre za pesmi v prozi. Ampak vendarle ne gre samo za pesmi v prozi. Gre tudi za kopico, bi rekel, sprotnih observacij, drobnih observacij iz vsakdanjega življenja, različnih, bi rekel, celo časopisnih vesti, ampak zelo zanimivih in zgovornih. Skratka, eno se prepleta z drugim, tako da bi lahko govoril pravzaprav o pesniški knjigi, ne o pesniški zbirki. Na nek podoben način, kot pesniške zbirke drugod po svetu že več ne izhajajo kot zbirke, ampak kot knjige. Kajti poezija, kot sem že prej v intervjuju povedal, je zapustila vers kot ekskluzivni prostor svojega bivanja in se preselila v življenje, in s tem, ko se je preselila v življenje, ga je poetizirala, sama se pa pri tem prozaizirala. In tega se seveda pri nas premalo zavedamo in zato še kar naprej množično klamfamo različne verze, pod narekovaji, ki so pa v bistvu simulacija verza in tako dalje. To mogoče za uvod. Zdaj ne še povem naslednjo zanimivost. Zakaj sem dal tej novi knjigi ime Material? Ravno zaradi tega, ker ne gre samo za dokončane stvari. Gre torej tudi za nekatere samo navržene motive, misli in tako dalje, ki bi jih lahko ali jaz, ali kdo drugi v prihodnosti obdelal, se z njimi okoristil. Zato naslov Material. Hkrati je pa to zbirka, ki je, kot bi rekel Umberto Eco, opera aperta, se pravi odprto delo. Bralec lahko v zbirko vstopi kjerkoli jo lahko začne brati. Od spredaj, od zadaj, v sredini stopi noter, kjerkoli. In hkrati jaz kot avtor lahko to zbirko še zmeraj dopolnjujem. Jo širim kot neko moje lastno vesolje, se kar naprej lahko širi. Kar pomeni, lahko bi prišlo do druge razširjene izdaje, tretje razširjene izdaje in tako dalje. Ali če hočete z drugo primero, je kot balon, ki se napihuje, tako kot se konec koncev napihuje tudi vesolje. Skratka, gre za podobo življenjske totalitete, kot jo pač doživljam iz dneva v dan. Toliko mogoče samo za uvod, za lažjo orientacijo, pri tem pač, kar boste slišali. No in mogoče kar takoj v začetku navržem nekaj teh drobnarij, ki si seveda potem, ki si bojo v zbirki sledile ena za drugo, z zvezdico samo zamejeno. Prva je samo ta. Dan mi je dan. Sklicaj. Ali stvarjenje. Spet se odpirajo marjetice v travi
in slak na ograji. Ali slak s svojimi belimi, trobentastimi cvetovi krasi zarjavelo, potrgano vrtno ograjo. Ali pa recimo taka stvar, kot je Agna, žensko ime. Kadar je bila v otroških letih prehlajena, sta se šli z mamo sprehajati na Dravski most zaradi spremembe klime. Po Dravi dol ne bi pihal veter iz Celovške kotline. Zato je bil zanjo Celovec mesto, ki celi, ki zdravi. Ali tole. Ti vrabci na glavnem kolodvoru, kako obirajo insekte z elektromotornikov, z šip strojvodske kabine, z obeh brisalcev, obeh vzvratnih zrcal, obeh čelnih luči, z vrhnjega reflektorja avtomatskega vzpenjača. Ti zavaljeni, lenobno frfotajoči vrabci, kako jim elektromotorniki vztrajno po voznem redu dovažajo hrano s podeželja, dovažajo naravnost sem v samo mestno središče. Ali, ko spremeš dejstvo, da boš mokal, ti je dež lahko v užitek. In zdaj recimo sledi potem pesem v prozi z naslovom TV Limonada. Kot boste videli v naslednjih 3 pesniških tekstih, puščam govoriti ljudi z posameznimi usodami. Tako rekoč zlezem pod kožo ali otroku, ali ženski, ali moškemu, ali celo mačku, kot boste videli, in z njegove perspektive govorim. Torej, TV Limonada. Pravil se mi ima stric Mirko in teta Gizela, čeprav mi nista bila ne eno, ne drugo. Bila sta le prijatelja ata in mame. Pridita še kdaj, bova vesela, sta jo vabila. Srečno, pa ne za večno, sta se hecala stric Mirko in teta Gizela. Stric Mirko mi je za rojstni dan podaril tarok karte in včasih smo šli skupaj v slaščičarno na borovnice, take, ohlajene in sočne, vse do zadnje povaljane v sladkorju. Predlani avgusta smo skupaj letovali na Hvaru. Skozi masko sem gledal v svet rib in potopljenih ladij in na trepalnicah in obrveh se nam je nabirala sol, kot po zimi sneg. Zvečer pa smo hodili v konobo na ribe in lignje na žaru. Ko ga je stric Mirko imel malo pod kapo, je poljubil mamo na usta in mama njega, čeprav ni bila niti malo v rožcah. Skupaj smo šli tudi na izlet v deželo mlinov na veter in v Benetke. V Benetkah so ulice iz vode. In ata je nekaj časa objemal teto Gizelo čez pas. Imenoval jo je Gizi in rekel ji je, da ima celo čevlje ljubko pošvedrane. Potem pa, baf, so se naenkrat blazno zresnili. Nič več se niso šalili in si šale pripovedovali. Če pa je že kdo kakšno povedal, se ni nihče več smejal. In potem naenkrat, ni bilo več ne strica Mirka, ne tete Gizele, ker ni bilo več nobenega pridita še kaj, bova vesela, in nobenega srečno, pa ne za večno. Mama se vse pogosteje zazirala vase, vse bolj taka kot aprilsko vreme, in včasih so ji po obnosnih gubah povzele solze. Ata jo je opazoval, kadar je pogledala stran, in tudi on je vse bolj zamišljeno drobil tobak med prsti, šilil moje svinčnike in barvice ali brisal prah s fikusovih listov. Seveda, že prej so jima tu in tam popustili živci, pozneje pa sta eksplodirala skoraj vsak dan. Z nabreklimi vratnimi žilami sta si metala polena pod noge in pesek v oči, se pravi, namesto da bi si priznala, kaj je jabolko spora, sta lomila kopja na samih brezveznostih. Potem pa se spet branila z molkom in vmes odhajala na balkon kadit kot Turka. Postajala sta visoko kvalificirana partnerja, kot se reče. Dokler mi nista nazadnje povedala, ata, da se bo ločil in se poročil s teto Gizelo, mama, da se bo ločila in se poročila s stricem Mirkom.
Ampak mast kurja, kje sem zdaj jaz? S kom in zakaj v tej kolobociji, v tej odštekani TV limonadi? Naj zdaj tudi strica Mirka kličem ata in teto Gizelo mama ali kako? Kdo bo odslej hodil na roditeljske sestanke in kdo podpisoval vloge za otroški dodatek? Kdo me bo, peto kolo, vzel avgusta seboj na počitnice? Pri kom bom lahko čez novoletne praznike in pri kom za svoj rojstni dan? Me bo mama še kdaj prišla pokrit po noči, ko bom zbrcal odejo na tla? Bova zatom še kdaj šla na kasaške dirke in po dirkah gledat konje v boksih? Sem v resnici sploh še kje doma? Sta me sploh kdaj marala, kot se za ata in mamo spodobi? In predvsem, kako s to prekleto prtljago živeti naprej? Bom še kdaj videl svet v barvah, osvetljen in čist? Ali pa bo odslej ves čas tako, kot da je nebo en sam oblak, kot da so lastovice odletele in izpraznile zrak. Drugi tekst je parafraza ljudske pesmi Lepa vida, ki jo vsi poznamo. Ampak seveda problem je nekoliko drugačen. Govori Lepa vida, to se pravi svojemu, v ljudski pesmi je zamorec, tukaj boste videli Arabec. Ne, moj ljubi, to niso solze navadne ženske preobčutljivosti, kot se mogoče zdi. To so solze negotovosti, vse večje razdvojenosti, ki tlači, ki skeli. Ah, kaj bi govorila, saj veš sam. Za tak korak, zapustiti sinka nebogljenega, zleti obloženega moža, očeta, mamo, ki se po meni joka, zapustiti jih in priti sem, med te tvoje ljube pomarančevce in oljke, med drugače oblikovane obraze in sijoče oči, v svet drugačne govorice, drugačnih običajev in navad. Za tak korak, za tak prelom, še zdaleč ni bi bila dovolj samo zaljubljenost. A vseeno, daj povej mi, kakšen človek sem, da sem lahko storila to, kar sem? Kaj boš s to mojo ljubeznijo, ki raste iz takega razdejanja, iz tolikšnih muk najbližjih? Se da s tolikšnim bremenom mirno peljati življenje naprej? Ni samo vprašanje časa, kdaj bo trpljenje mojih prekipelo, zgrmelo scela na naju, naju strlo, za zmeraj pahnilo v prepad brez dna. Daj povej mi, ljubi moj. No, pa recimo observacija. Odžagal jo bom vinogradniško bresko, ki jo je zadela kap. Tu spodaj jo bom odžagal, pod edino še zelenečo vejo. Si bo opomogla po tako radikalni amputaciji. Se bo obnovila to pomlad. Ali pa recimo spet primer usode človeka, v katerega kožo zlezem. Naslov teksta je: Zdaj imam Jezusa doma. Vračala sva se iz gledališča pred dobrima 2 letoma, ko ga na Osebnem zgrabil krč v desno nogo. Je komaj prišantal domov. Ah, to je le posledica nedeljskega izleta na Urban, sva bila prepričana. Ampak krč je vztrajal vse do jutra, ko je popustil, noga pa kljub temu ni bila več zdrava. Nobene prave trdnosti ni čutil v njej, nobene zanesljivosti, le oslabelost, ki je sčasoma zajela tudi levo nogo in se vztrajno večala, da je vse močneje podrsaval in se oklepal palice, ko je šel od doma. In tako se je začelo. Potem sva romala pol leta od zdravnika do zdravnika, preiskali so ga 3 nevrologi, domnevali so, da težave izvirajo iz hrbtenice, diagnosticirati pa jih niso mogli. Šele zadnji dan na kliniki so nedvoumno ugotovili, da gre za ALS, za amiotrofično lateralno sklerozo, za neozdravljivo degenerativno obolenje živčevja, pri katerem odmirajo živci, ki oživljajo mišice.
Medtem, ko telo propada, ostajajo občutki in razum nedotaknjeni, ukleščeni v vse večjo fizično negibnost. Seveda, nazadnje sta mu nogi popolnoma odpovedali in potem desna roka. Z levo je še lahko prijemal, pisal ali drsal z miško po tipkovnici. Po kakšnih 4-5 mesecih pa so se mu prsti tudi na tej roki skrčili v šapo, ki se ni več razprla. Že prej sem opazila, da ima težave z izgovorjavo. Kot pijancu ali otroku se mu je vse bolj zatikal R in potem S in Š in Z in Ž in tako dalje, dokler ni govor kmalu po odmrtju rok postal povsem nerazumljiv. Pravzaprav samo zadrgnjeno grgranje, ki sem ga sprva še nekako razumela. Zdaj se sporazumevava s tablico iz pleksistekla, na kateri je razporejena abeceda. Pokleknem preden in s tablico ugotavljam, na kateri črki mu je zastal pogled. Tako se vstavljava črke v besede in besede v stavke in zato porabiva od 10 do 15 minut. Seveda obupuje, seveda zapada v depresije, joka, se nekontrolirano smeje in spet joka. Ponoči ga pogosto tlači mora, da kliče doktorja Kevorkijana. Kako zdrži? Saj ni kaj zdržati. Saj vse to zame ni nobena muka. Prav nasprotno. Kolikor bolj bolezen napreduje, kolikor bolj trpi, tako ponižan v svojem dostojanstvu, toliko jasneje razpoznavam v njem izjemneža, izbranca, posvečenca. Toliko večja je moja potreba stati mu ob strani, mu streči, pomagati, kolikor se da. Toliko bolj je zame vsak trenutek, ki jo preživiva skupaj, dragocen, podarjen, poln hvaležnosti in spoštovanja. Zdaj večinoma poseda na vozičku, prepasan z opornico čez čelo, da mu glava ne omahne na prsi. Ne, za branje nima več moči. Kakšen film še pogleda na televiziji, ima pa vedno več težav s požiranjem. Zato se slini in hrana se mu zaletava, čeprav mu je pasiran. Ne pomnim, kdaj sem bila zadnjikrat v cerkvi. Ne utegnem, ne morem, ne zaznavam več nekdanjega klica. Zdaj imam Jezusa doma. Recimo, kadar se ukvarjamo s tako imenovanimi velikimi vprašanji, nam življenje uhaja med prsti. Polž uči potrpežljivost in previdnost tudi. Pšenično zrno, žensko spolovilo v malem, orehovo jedro, zvijugano, razbrazdano, s špranjo razdeljeno na levo in desno poloblo, možgani v malem. No, ker smo ravno na začetku pomladna, po golem telesu se namaži z medom in se tak povaljaj po travniku, polnem regratovih lučk. Potem čakaj na vetru, kodelica med kodelicami, dokler te ne odnese, ne odpihne. Resnično živeti pomeni sproti odpravljati svoje predstave o življenju. Ali življenje kot duhovni proces je na vse zadnje le nenehen boj med dobrim in slabim, natančneje med osnovnim slabim in dobrim kot reakcijo nanj. In spet en pesniški tekst z naslovom Vstop v zgodbo. Kot je v vaških gostiščih navadno, je bila točilnica polna obrazov, podobnih grudam zemlje. Tisti za šankom pa je bil neolupljena čebula. Mimo zbirke lovskih trofej z zaprašenim medvedom, stoječim po konci, sva šla v jedilnico, ampak tudi ta je bila polna. K zadnji, še ne zasedeni mizi so ravno sedali pogrebci, jata vran. Sami starejši dedci in babnice v črnih zakmašenih gvantih.
Zunaj na terasi, pozadje so zapirali gozdnati hribi, sva končno našla prostor. Naročil sem dušen svinski zrezek s kislo smetano in pečenim krompirjem, ona pa srnino stegno z brusnicami in ajdovimi žganci. No, pa sta le prišla skupaj, sem rekel, ko sva si izmenjala sočna grižljaja. Ja, je rekla, čeprav postumno. Tedaj so jo prinesli, eno od vran, na stolu, na zrak, bledo kot stena, spotlačeno trajno. Nekdo ji je z robcem močil čelo, nekdo ji s časnikom mahal pred obrazom. Nič. Iz zibajoče se glave, povešene na stran, iz škrbasto zibajoče votline se je pocejala slina na jakno, na krilo. Zraven sva pila dobro črnino, žametno črnino iz buteljke in potem je rekla, da ima Vasilka novo mačko, ki jo pride vsako jutro prelizati po obrazu. Ampak problem ni v ljubki navadi domače živali, si je s prtičkom brisala usta. Problem je v tem, da ima žival zelo hrapov jezik, Vasilka pa zelo drago kremo na obrazu. Poobedno lenobna sva se naposled le dvignila in se odpeljala naprej. Vse skozi ob rečici, ki je tekla na levo, obrežne jelše in vrbe pa je upogibalo na desno. Nisva se še vozila 10 minut, ko je po nasprotnem pasu pridrvel rešilec z utripajočo modro rotacijsko lučjo. Hvala Bogu, je zavzdihnila. Kakšnih 20 minut pozneje, in ne da bi se mu posebej mudilo, pa črn mrliški furgon. Ne, takrat se še nisem zavedal, da sva v trenutku, ko sva bila vstopila v gostišče, vstopila obenem v to zgodbo. Živeti brez problemov? Kako? Življenje so vendar problemi, oziroma eno samo verižno reševanje problemov, iz katerega se poraja smisel. Ni dovolj živeti samo pametno. Treba je živeti tudi modro, se pravi mimo pameti, v skladu z življenjem samim. Pamet ni vsevedna, zato ne načrtuj prepodrobno, ampak puščaj prostor za dogajanje življenja samega. Ali, kot ni konca življenja, tako ni konca umazanega perila, umazane posode. Življenje si znatno otežiš, če skozenj ne potuješ z vlakom svoje generacije. Ker vse mineva, življenje sestavljajo same izgube. Čim prej se boš z njimi sprijaznil, tem lažje boš živel. Ali, kadar ti ob bolezni ali izgubi ljubljenega človeka preveč hudo, brez zadrege pomisli, koliko ti je ob vsem lepem in dobrem povzročil tudi grdega in slabega, in ti bo lažje. Groza. Molk stvarstva. Groza v ogledalu. Oko, ki se opazuje med tem, ko se opazuje. Ali pa tak, ki jo boste seveda razpoznali. Po noči, zlasti ob koncu tedna, so se zadnja leta v secesijskem paviljonu sredi parka zbirali mladi in veseljačili. Za seboj so puščali prevrnjene klopi, zvito ograjo iz pahnjena vratca, razbite steklenice, zvečkane pločevinke, uporabljene injekcijske igle, kondome, higienske vložke in tako naprej. Nič niso zalegle pritožbe občinskim službam, javni pozivi v časopisju, pozivi šolam, občasne policijske in radarske patrulje, dokler se ni nekom, očitno v upravi parka, posvetilo. Paviljon so razsvetlili z reflektorskimi žarnicami, vstavljenimi v strop. Zdaj sta tam po noči red in mir. Red in mir, ki izpričujeta, da svetloba s svojo močjo ne preganja le teme, ampak tudi vse temno, destruktivno. Nič na tem svetu ne gre v nič, ker je vse povezano z vsem. Je tako tudi v vesolju? In potem nadaljujem kar z vesoljem, z vprašanjem, velja evolutivni proces tudi v vesolju?
V vesolju vladajo red, povezanost in nujnost. Se pravi, nič poljubnega, nič neumnega. Red in mir, ta sta največja na Britofu. Če je kultura tudi red, potem so tudi policaji kulturni delavci. Čim več veš, tem težje se odločaš. Standard neke družbe se najjasneje kaže iz količine in kakovosti njenih odpadkov. Koliko močnejši je nered od človeka, kažejo stanovanja ostarelih. Bolj zdrava je zmerna površnost kot pridna natančnost. Prijaznost je včasih le izraz strahu in dobrosrčnost le izraz neumnosti. Vljudnost je pogosto le oblika grobosti, bolj groba od grobosti same. In spet pesniški tekst z naslovom Mala komedija ali rojstvo ljubezni iz duha igre. Tukaj gre v bistvu za dialog med moškim in žensko, ampak se boste iz same vsebine razločili, kdaj govori en, kdaj drugi. 4 leta prej sva igrala v dramski sekciji našega Kuda, pa nič. Ne samo nič, na živce mi je šel, permanentno. Permanentno tudi ona meni, kako se je samo repenčila, kako zgražala za prazen nič. Zraven pa se obnašala kot v kakšni telenoveli. Že ime je imel katastrofalno, Janez, in povrhu še Krajnc. Saj je bila čedna, ne rečem, ampak obraz je vedno znova popačil na smeh. Njemu pa je sredi obraza poganjal izrastek, podoben kumari. Levo in desno je imel zarezi za gledanje in spodaj še eno, ki se je pri prehranjevanju in govoru odpirala in zapirala, odpirala in zapirala. Moj bog, kako šlampasto je včasih stala na zunanjem robu stopal, z nogami na O in se sladoletno palčko tapkala po ustih. Pa hlače je imel prepogosto zdikane na rob, prepogosto in preostro. Da ne omenjam torbice, tiste njene mini torbice s pasom in v njej maxi kaotike. Je z vilico kljuval v skledo, takole, in napadal solato in jo otresal. Ali pa zgaga, ki jo je vedno znova pekla po belem vinu, da ji je vedno znova zaudarjalo iz ust in se ji kolcalo. Je mislil, da je frajer nad frajeri, kadar je ugasil cigareto kar s curkom iz pipe. Kar zadrvencljala je, kar zaostajala vse bolj in bolj, kadar je bilo treba pohiteti. Kadar je rekel adijo lušno ali malo bolj potem, sem dobila ošpice. Oziroma jaz, kadar se je razpištolila z vrag ga pocitraj ali mast kurja. Ošpice sem dobila, kadar je rekel, da je vsak spolni akt poseg v žensko in da mora v odnosu z njo moški malo pozabiti na pamet. 5. leto pa je naneslo, da sva igrala zaljubljenca, Manico in Tjaža, v Murkovi komediji Življenja mojega najlepši dan. Pri vsaki reprizi sem raje vdihovala njegovo sapo, mehko valujočo v dialogu. Vse bolj zares si mi z ustnicami drsel po vročem tilniku, pod črnimi na paža ostriženimi lasmi, jih poljubljal komolčni kotanji, mozolčke med obrvmi. Kako skladno se mu je noga lomila v kolenu in roka v komolcu. Kako ljubko je imela dlani narezane v prste in prste zavarovane z nohti. Pri zadnji predstavi sploh nisva več igrala, preprosto bila sva. Zaljubljenca zaljubljena. Zaljubljena, da ni bilo več kaj odlašati. Poročila sva se pol leta pozneje. In od takrat mast kurja. Od takrat je že skoraj 30 let. Krepostneža ljudje v resnici ne marajo. Ta domišljavec. Dovolj dolgo sem že na svetu, da lahko v živo opažam, kako se preteklost vse bolj preobraža v zgodovino, v nezanesljivo, skonstruirano zgodbo. Dobrega politika spoznamo po tem, da ne ravna samo po politični logiki, se pravi samo iz volje do moči,
ampak predvsem iz volje do smisla. Se pravi tako, da voljo in moč uporablja samo kot sredstvi za spreminjanje družbene stvarnosti. In ker smo Mariborčani, bom prebral zdaj tekst z naslovom Majster, generalmajster seveda. Predstavljajte si tisti trenutek, ko je v Melski kasarni rekel avstrijskim oficirjem, ne priznavam vaših zahtev. Torej, če bi se v tistem trenutku požvižgal na vse skupaj, malomarno zamahnil z roko in tako zatajil svoje poezije iz leta 1904 in številne pesmi, ki jih je objavil pozneje v Kitici mojih, 1929, če bi v tistem trenutku zbežal pred odgovornostjo do jezika svoje matere Franje, rojene v Trebnjem, in očeta Franca, rojenega na Ptuju, do jezika ljubljanskih prijateljev, Ivana Cankarja, Otona Župančiča, Dragotina Keteja in drugih članov zadruge, do jezika mariborskih sodrugov iz Narodnega sveta za Štajersko, doktorja Karla Verstovška, doktorja Franja Rozine, profesorja Frana Voglarja in drugih predstavnikov strank. Če bi se v tistem trenutku izneveril pripadnosti slovenski besedi in njenemu spoštovanju kot svoji najbolj osebni, najbolj intimni nalogi, če bi tako zavrgal svojo človečnost, svojo umeščenost v izvorno identiteto in se izkoreninil, se izgubil v entropiji človeškosti, tako pa, pardon, gospod polkovnik, je spregovoril skrajno zbrano, pozorno in nepopustljivo, da je Holik otrpnil in obnemel. Ne priznam nikakršnih točk. Maribor razglašam za jugoslovansko posest in prevzemam v imenu svoje vlade poveljstvo nad mestom in vso spodnjo Štajersko. Zdaj pa še nekaj misli, ki se nanašajo prav na Maribor in na Mariborčane. Značilno za intelektualni Maribor je, da ima že od nekdaj dobro razvito zgodovinsko vedo. Ali to ne pomeni, da je mesto nekdaj bolj zagledano v preteklost kot prihodnost, bolj nazaj kot naprej? Štajerci so se za zgodovinskim romanom ukvarjali dvakrat bolj kot Gorenjci. Pri kmečki povesti pa je bilo ravno obratno. Mogoče bi bilo špekulirati, da se Štajerci prepoznavajo skozi zgodovino, Gorenjci pa skozi idilo. To je namreč povedal Miran Hladnik v književnih listih 10. marca leta 10, kar se mi pa zdi zelo zanimivo. Maribor ni bil in ni mesto literature. Mesto literature je zaradi svoje prestolniške, narodotvorno, državotvorne vloge bila in je Ljubljana. V tem smislu je bil Maribor kot paracenter manj obremenjen in bolj svoboden in igriv in je danes, zaradi značaja svojih prebivalcev, mesto spektakla, fascinacije, se pravi opere, operete, baleta, Pandurjevega gledališča, Borštnikovega srečanja, festivala Lent, na vse zadnje tudi nogometa, Zlate lisice. Drago Jančar v pogovoru, Maribor se preveč ukvarja z Ljubljano, Ljubljana pa sama s sabo. Medtem, ko tujcem razkazujem domače mesto, ga začenjam sam opazovati kot tujec. Drsim po njegovi površini. Ljudski vrt. Nekaj časa jo spremljam na igrišču, nogometno tekmo. Nekaj časa na entuzijastičnih obrazih subkulturne navijaške mase. Trije ribniki. V nove in nove in nove vzorce se razporejajo zlate in srebrne ribe. Poldan. Zlate in srebrne ribe se vse bolj in bolj lenobno zbirajo v senci lokvanjevih listov. Ali Mariborčani radi povemo več, kot je treba, zato se več, kot je treba, tožarimo po sodiščih. Ali misel o Janku Glazarju? Ko je Janku Glazarju v 20 letih 20. stoletja uspelo doseči harmoničnost,
h kateri je po svoji naravi ves čas težil, se je kot pesnik v glavnem dopolnil. Premalo mu je preprosto bilo dano hrepeneti, se pravi grešiti, trpeti. Ali o Kocbeku. Jedro Kocbekovega problema je trk dveh popolnoma nezdružljivih ideologij, za katere je verjel, da so združljivi. Križarsko-personalistične in marksistično-leninistične. Prve, ki je temeljila v človekovi subjektiviteti, in druge, ki je bil cilj desubjektivizirani masovni človek. In to je bil konflikt. Kakšno dejanje narodne sprave bi bil film z senzibilnim notranjim prepletanjem usod Kajuha in Balantiča? In tu moram pripomniti, da sem Zupaniču, režiserju, ki je Otroke s Petrička posnel, verjetno se spomnite tega dokumentarca, ko sem ta film gledal, sem rekel, ta človek bi bil odličen režiser točno tega filma, se pravi film Kajuha Balantiča. Oba padeta 22 let stara, eden na levi strani, eden na desni strani. In Zupanič se je nad tem takoj navdušil, napisal scenarij, ga predložil filmskemu svetu in tako dalje. Prvo leto ni dobil subvencije, drugo leto ni dobil subvencije, tretje leto ni dobil subvencije in je potem seveda obupal. Še danes mi je žal, ker bi to bil lahko dokumentarec oziroma film sprave. Zdaj pa je čisto kratka z naslovom Partizanska. Kot boste videli, sem vzel, gre za pesem Lepljenko. Vzel sem nekaj verzov iz partizanske pesmi Minatija, v sredino pa vstavil svoje. Bele gazi, sneži, sneži, pred nami vsa bela planjava. Minati, moje. Strel, tisti za njim ga zvleče za grm. Pobere mu dokumente in karabinko, vrinjencu plavogardističnemu. Pa je bil res, pa je bil res. Spet Minati, mrzlo koletje srce, v noč trudna kolona gre, droben sneg na letalo. Moram povedati, da ne gre za nobeno izmišljijo. Prebral sem pretresljivo knjigo o pohorski aferi, ki jo je napisal mladi zgodovinar iz Mariborske filozofske fakultete, zdaj sem pozabil ime, kjer govori točno o tem, kako so v času dogajanja pohorske afere, ne vem, če poznate te stvari, ko je prevladala totalna paranoja, vsak je bil kriv znotraj partizanskih enot, vsak je bil avtomatično kriv in zlasti sumljivi so bili naši fantje, ki so iz nemške vojske prišli domov in so hoteli doma tudi ostati. In kam se bojo zatekli? Na Pohorje, seveda. Na Pohorju so bili spet sumljivi. Poleg tega pohorski partizani niso razpolagali ne z dovolj hrane, niti z dovolj orožja. In seveda se je zavrtel ta cirkulus viciosus totalnega sumničenja, ker je pa z pete torej cone prišlo tako rekoč povelje, da so na Pohorju vrinjenci. Se pravi, za Nemce delujoči ljudje. In vsi so bili krivi. In potem se je dostikrat dogajalo to, pravi ta avtor v tej knjigi, da je kolona šla, zlasti recimo po zimi po Gazi, samo eden je bil določen, da likvidira kolega. In ta je za njim hodil. In v določenem trenutku se je slišal sam strel. Ta je padel in pravi, samo z Gazi so ga odrinili in je kolona šla naprej. Grozovite stvari, ki jih v bistvu nismo vedeli do zdaj, in ko sem se pogovarjal z Dragom Jančarjem o teh stvarih, on pripravlja zdaj pravzaprav tudi nov roman, ravno v zvezi z stvarmi, ki so se dogajali takrat na Pohorju, seveda in v Mariboru. Toliko samo za osvetlitev. Ta tekst, ki ga bom zdaj prebral, mi je povedal Lado Grad Kijev. Starejši Mariborčani ste ga gotovo poznali, prvoborec, boril se na Kozjaku in to je pravzaprav, kot da bi šlo za njegovo pripoved, za pripoved torej starega partizana in oznovca povojnega, takoj po vojni. Spati, ja, spati. Če bi ne bilo tistih velikih vprašujočih oči, tistega deško prostodušnega nasmeška,
če bi bilo prekletega leta 45. maja, 26. maja, me Harkov sredi noči pokliče na Ozno. Si opazil Ruse? Je direktno. Spet jih je vse polno tot okrog, sami NKVD-jevci. Radi bi dognali, ali res obstaja Werwolf, nacistična partizanska formacija, in ali res operira na Kozjaku. Trudijo se, tovarišči, trudijo, ampak brez uspeha. Mi jim bomo dokazali oboje. Zberi svoje in čim prej gor. Danes teden morajo biti Werwolfovci tu, živi in zdravi. Si razumel? Morajo biti. Še isto noč aktiviram Boža, Štefa, Egona in druge. Oboroženi z lahkimi Thompsonkami in mitraljezoma hajkamo kontinuirano, po dnevi in po noči. V akcijo vključimo okrajna pooblaščenstva in medvojno mrežo. Ja, vse javke, vse informatorje, obveščevalce in aktiviste. Enkrat, dvakrat, trikrat prečešemo zahteven, grapasto razrit teren do Dravograda in počez, do državne meje. Vtaknemo nosove v vsako domačijo, vsak svinjak, vsak kozolec. Na izpostavljenih krajih postavimo zasede, zaselki straže. Nič, pri milem Bogu nič. 6. dan ukažem pozno zvečer napad na vaško orožniško postajo onkraj meje. Vseh 10 kiflcev ujamemo brez boja, sam star odslužen kader. Med njimi pa tiste velike vprašujoče oči, tisti deško prostodušni nasmešek. No, pa jih imamo, se 7. dan zadovoljno muza Harkov. 8. dan mi kurir izroči pismo v polomljeni slovenščini. Presekafa pri Bogu, da naša sin. 9. dan sta oba v moji pisarni, okorna, zakmašnih gvantih. Ima ustrežen, ju peljem v preiskovalni zapor. Tiste velike vprašujoče oči, tisti deško prostodušni nasmešek. 10. dan zarana Werwolfovce postrelimo, po 2 in 2 pred zidom zaporniškega dvorišča. Ja, od takrat vsako noč tiste velike vprašujoče oči, tisti deško prostodušni nasmešek, vsako zadihano potno noč z razbijajočim srcem, ki bi rado počilo. Pri Trbovškovih. Stojimo ob železnem štedilniku na drva, s hrbtom obrnjenim k zunanjemu zidu. Kmetijo so ata dobili od agrarne in jo v celem obnovili. Ja, prej je bila žlebnikova. Stojimo ob železnem štedilniku na drva, s hrbtom obrnjenim k zunanjemu zidu. Globoko v zidu okno, s prostranim pašnikom, z gozdnim obronkom na vrhu. Boste buhteljne? So sveži. Zjutraj sem jih spekla kot vsako jutro. Stojimo ob železnem štedilniku na drva, s hrbtom obrnjenim k zunanjemu zidu. Globoko v zidu okno s prostranim pašnikom, z gozdnim obronkom na vrhu. Prigrizujemo sveže pečene buhteljne. Ja, tu se je zgodilo. Tu so bila zadnja vrata, tu, kjer je zdaj okno. Stojimo ob železnem štedilniku na drva, s hrbtom obrnjenim k zunanjemu zidu. Globoko v zidu okno s prostranim pašnikom, z gozdnim obronkom na vrhu, pregrizujemo sveže pečene buhteljne, slišimo le prekipevanje repe v loncu. Tu je tistega 22. februarja 1944 padel, prerešetan z rafalom, Karl Destovnik Kajuh. Šentvid pri Zavodnju 12. septembra 2010. Malo moramo končati. Ker Italijani niso ljudje tragičnega občutja življenja, ampak mojstri čustvene manipulacije, se pravi zapeljevanja in sprevračanja, nimajo drame, ampak le opero in komedijo, pravzaprav komedijo dell'arte. Kmetica na njivi okopava svoj kos Slovenije. Slovenija, dežela potokov, potočnikov in potokarjev. Potok, tako pristen, čist in očarljiv, kot Mozartova glasba. Je stična, kraj stična,
je stična točka med nebom in zemljo. Za konec bi pa vam rad prebral samo še tekst z naslovom Pivska. V bistvu gre za neke vrste napitnico, ampak napitnico v sodobnem veliko pomembnem izrazu. Bil je mož, ki je pospravljal klet ženinega dedka in našel na eni izmed polic 12 steklenic njegovega domačega žganja. Žena mu je naročila, naj žganje zlije stran, in tako se je mož sistematično spravil na delo. Potegnil je zamašek iz prve steklenice in vsebino zlil v korito. Samo en kozarček pa je natočil zase in ga spil. Potem je odprl drugo steklenico in storil isto. Spet je popil samo en kozarček, saj ga je zanimalo, ali se je stari res spoznal na žganjekuho. Spoznal se je. Nato je radovedni mož odmašil tretjo steklenico in jo spraznil kot prejšnji dve, predtem pa je spil še en kozarček, da bi preveril kakovost žganja. Bilo je odlično. Isto se je zgodilo s četrto steklenico. Kozarček zase, vse drugo v korito. In tako je zagnani mož potegnil steklenico tudi iz naslednjega korita, spil en zamašek, preostalo pa zlil v kozarček. Ne, nič več ga ni moglo odvrniti od dela. Zdaj je potegnil korito iz naslednjega kozarčka, si natočil steklenico iz zamaška, zlil kozarč v preostalo steklenico in spil korito, ki je vse bolj dišalo in grelo in tako dalje in tako naprej, dokler ni spraznil zaloge do konca. Potem je z eno roko ustavil hišo, z drugo pa preštel steklenice, zamaške, korita in kozarčke in jih naštel vsega skupaj 29. Ko se je hiša spet privrtela mimo, jih je še enkrat preštel in nazadnje je imel vso hišo v eni steklenici, ki jo je spil. Prav trapasto se je počutil, ker ni mogel gor po stopnicah, da bi ženi čestital za dedka, ki je kuhal tako žganje. Ampak to bom storil takoj, si je obljubil, ko se bodo stopnice spet privrtele mimo. Spimo, prijateljčki, spimo kozarčke do dna in si jih znova nalimo. Prekmalu bo bridka ura prišla. Zdaj se veselimo.